Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As. Tokrat bo oddaja obarvana politično, kajti v letošnjem letu je slovenski politični parket doživel kar nekaj pretresov. Med drugim je odšlo tako ali drugače kar nekaj ministrov, mislim, da kar 4, vse skupaj pa v tej vladi že 5. No, da bi kaj malo zvedeli, kaj se tam dogaja, smo pa v studiu povabili zdaj že bivšo ministrico za kmetijstvo, gospo Ireno Šinko, ki je dejansko pravnica in pa tudi kmetijska inženirka, da nam kaj več o teh stvarih pove. Gospa Šinko, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem. Glede na to, da ste bili, da ste nekako imeli krmilo slovenskega kmetijskega resorja v zadnjih letih, pa morda kako vi trenutno ocenjujete stanje v slovenskem kmetijstvu? Slovensko kmetijstvo je zelo slabo prilagojeno podnebnim spremembam. Torej, zaradi naravnih nesreč v zadnjih 10 letih je bila škoda ocenjena na čez 700 milijonov evrov, torej zaradi pozeb, toče, poplav in pa suše. To pomeni, da bo v bodočnosti se moglo kmetijstvo bistveno bolj prilagoditi podnebnim spremembam. Kar je pomembno izpostaviti, so tukaj namakalni sistemi, kajti v Sloveniji imamo samo 6500 hektarov pod namakalnimi sistemi in bo potrebno dejansko povečati površine pod namakanjem, če bomo želeli sejiti intenzivno kmetijstvo. Tukaj je predvsem pomembno, da je interes na strani pridelovalcev in pa lokalnih skupnosti, ki so lahko tudi potem investitorji. Po drugi strani je potrebno izpostaviti, da bo v trajnih nasadih verjetno potrebno namestiti oroševalne sisteme in pa zaščitne mreže zaradi toče in pa tudi zaradi pozebe. Medtem ko pridelava zelenjave in pa jagodičevja bo pa verjetno bolj pomembno, da bo v pokritih prostorih, pomeni rastlinjake, steklenjake, plastenjake. Nekako ko sem se pripravljal na to na en pogovor, sem malo pogledal recimo cene pšenice pa cene kruha. Pa sem šel malo skozi, pa sem videl recimo 2021, 2022, 2023. Kruh je bil recimo 2021 2,4 evra nekje v povprečju, lani 4 evre, letos tudi okrog 4 evre. Če pa pogledamo gibanje cen pšenice, je bila 2021 200 evrov, 2022 330 do 350, letos je pa 170. Zakaj je še vedno tako visoka cena kruha? Torej, v Sloveniji, kar je druga težava v Sloveniji, nimamo dejansko vzpostavljeni vrednostni verig med samimi deležniki po vertikale. In to se dogaja ves čas, da cene nihajo na pridelkih, ne glede na to pač kakšna je proizvodnja. Tukaj je mogoče izpostaviti tudi to, da sam uvoz pšenice iz Ukrajine v Slovenijo ni bil tako velik, bil je pa velik uvoz moke. Torej, dejansko se je povečal uvoz moke in to je verjetno potem tudi vplivalo na to, da so cene pšenice tako nizke in bo potrebno dejansko v bodoče tukaj neko uravnoteženost narediti med deležniki v verigi. Ves čas smo se pogovarjali in tudi ugotavljali, da je pomembna sama vrednostna veriga, kajti le tako bomo mi lahko povečali samooskrbo v Sloveniji in pa tudi dejansko dosegli, da bodo nekako pridelki in pa tudi nekako kvaliteta enaka in pa uravnotežena. Zdaj, če sem vas dobro razumel, iz Ukrajine smo vseeno uvozili nekaj pšenice, ampak moka je tudi bila uvožena iz Ukrajine ali od kod? Več je bilo uvožene moke iz Ukrajine kot pa pšenice. Pšenice je bilo zelo malo, zanemarljivo malo v tem obdobju, kar sem jaz spremljala, je bilo pšenice zanemarljivo malo uvoženo, bilo je pa več uvoženo moke dejansko iz Ukrajine. Kaj pa recimo kvaliteta tega, ker vemo, da oni so izven Evropske unije, tam so druga pravila pri predelavi pšenice, torej lahko vprašanje, če so ti produkti gensko spremenjeni, vprašanje, kakšna škropiva se uporablja. Torej, kaj pa kvaliteta te moke, ne nazadnje, ki je prišla k nam v Slovenijo? Torej, tisti vzorci, ki so bili odzeti na uvozu, koliko se spomnim, so dejansko ustrezali standardom, ki so zahtevani na nivoju Evropske unije. Tako da glede tega ni bilo zdaj pa, če pa kaj kasneje bilo, kar več jaz nisem spremljala, pa je možno tudi kaj drugega, ampak v tistem času pa so dejansko bili
ti standardi sprejemljivi z to moko in pa pšenico, ki se je uvažala iz Ukrajine. Ampak vidimo nekako uvoz teh izdelkov sta omejile tako več držav, med drugim Poljska in tako naprej. Zakaj morda ni tu nekako Slovenija povzdignila glas in rekla, glejte, vpliva na cene, kmetje naši bodo dobili malo nizko plačilo za pšenico, zakaj se potem ni to nekako šlo po tem vzorcu, kot recimo na Poljskem bilo? Ko smo mi vstopili v Evropsko unijo, smo se dejansko zavezali skupni kmetijski politiki. In skupna kmetijska politika zaenkrat določa skupen kmetijski trg na nivoju celotne Evropske unije. Ukrajini je bila dejansko priznano, da lahko uvaža na nivoju Evropske unije pridelke na tak način kot ostale države znotraj Evropske unije, in to je potrebno spoštovati. Torej, če smo se temu zavezali, moramo to spoštovati. In države, ki so to naredile, torej to so bile Poljska, Madžarska in pa Slovaška, so dejansko nastopile enostransko napram temu, kar je Evropska unija sprejela. In jaz mislim, da v tem primeru bi mogla, če Slovenija si tega ne more privoščiti, ampak je potrebno pravni red tako nacionalni kot tudi evropski spoštovati. Treba pa je iskati kompromis znotraj Evropske unije in najti razloge na način, da bodo potem znotraj Evropske unije cene kmetijskih pridelkov take, kot je to določa trg. Torej, ne glede na to, če tudi na koncu, bi po domače rekel, so potem kmetje bite, da dobijo, da nimajo potem niti za burek na koncu koncev. Kmetje niso biti, kajti z vstopom v Evropsko unijo mi dobimo tudi plačila iz Evropske unije. Torej, naš strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 znaša 1,8 milijarde evrov. Torej, v tem konkretnem primeru so neposredna plačila tista, ki nadomeščajo potem to proizvodnjo, in ta neposredna plačila so lahko vezana ali pa tudi dohodkovno vezana ali pa tudi nevezana. In s temi neposrednimi plačili se potem lahko izravnavajo cene na trgu. Kdo sedaj tu služi? Torej, kmetje ne služijo. Kdo služi? Se pravi, vidimo, cena pšenice je zelo nizka, cena potem tistih izdelkov, kruha je pa zelo visoka. Torej, kdo tu vmes največ zasluži? Torej, zelo težko je povedati, kdo zasluži, ampak povedala bi pa eno zadevo. Mi smo z odredbo dejansko določili, da se spremljajo od meseca julija naprej cene pridelkov od primarnega pridelovalca pa do trgovske verige, torej do trgovcev, in dejansko v teh analizah se bo jasno pokazalo, ali kdo je tisti, ki dejansko ima največjo korist od tega, kar pride iz drugih držav oziroma kar se uvozi, oziroma tisto, kar se v Sloveniji pridela. Tega ni možno komentirati, prve podatke so že znane, ampak tega ni možno komentirati na podlagi enomesečne analize ali pa dvomesečne, ampak je potrebno vsaj 5 mesecev, da se bo jasno videl trend, v katero smer gre in kdo je tisti, ki v vrednostni verigi največ zasluži. In to je zelo pomembno, kajte če bomo mi želeli imeti dobro samooskrbo in pa trdno samooskrbo, bo potrebno to vrednostno verigo razčleniti in dejansko spostaviti trdne odnose, kjer bo vsak pravično plačan za svoj delež. Sami ste omenili samooskrbnost. Vemo, za časa Jugoslavije, tam konec 80-ih let, smo že bili skoraj samooskrbni, ni več dosti manjkalo. Potem so se stvari obrnile, vemo, najboljše kmetijske površine smo začeli asfaltirati, postavljali smo velike trgovske centre. Kje smo danes z samopreskrbo? Z samooskrbo je zelo različno. Nikoli v Sloveniji ne bomo samooskrbni, to je dejstvo, ker tudi v vseh primerih se nam to tudi ne bi izplačalo pridelovati, da bi bili zelo samooskrbni. Zelo bi pa lahko bili samooskrbni pri žiti, zelo bi bili lahko samooskrbni s krompirjem, ker smo že bili samooskrbni, zelo bi lahko bili samooskrbni z zelenjavo in pa tudi za določenim jagodičevjem. Če vi pogledate, mi imamo danes največ koruze po površinah v Sloveniji in dejansko, če bi samo malo preusmerili proizvodnjo, ker vse to mi znamo pridelovati v Sloveniji, mi smo pridelovali tako krompir, zelenjavo in dejansko, če bi samo malo preusmerili proizvodnjo, bi lahko bili samooskrbni na tistih pridelke,
Vendar to ni dovolj, da se bo samo pridelalo dovolj, ker vemo za časa covida se je tudi nekaj več pridelalo, vendar potem kmetje tega niso mogli prodati. Zelo pomembno je, tako kot sem že večkrat poudarila, da mi vzpostavimo vrednostne verige. Pomeni, da bomo mi vedeli, da tisto, kar se bo pridelalo, se bo lahko tudi prodalo, da bodo javni zavode, da bo živilsko-predelovalna industrija, da bodo potem horeka sistemi, kot tudi trgovski sistemi, dejansko zavezani k temu, da se bo ta veriga vzpostavila in da bomo lahko tudi tisto, kar v Sloveniji pridelamo, prodali. Drugo, kar pa je zelo pomembno, kar bi mogli v Sloveniji spodbujati, je pa dejansko ozaveščanje ali pa opolnomočenje potrošnikov in to že od malega razvoja, da vemo, da je potrošnja hrane tista, ki je lokalno pridelana, kakovostna, da je ta ekološko pridelana hrana in pa da je sezonsko pridelana hrana tisto, ki jo potrebujemo in da jo tudi na tak način porabimo, torej da imamo potrošnjo v tej smeri. Tudi tega smo bili že včasih navajeni in dejansko to ni nič novega. Kaj ste kot ministrica za kmetijstvo v vašem mandatu želeli doseči in ste dosegli, česa pa ne, ker vam je bilo to z odstavitvijo preprečeno? Zelo pomembno je, da je bil sprejet strateški načrt skupne kmetijske politike. To pomeni za naslednje 5-letno obdobje 1,8 milijarde evrov in da so bile sprejete tudi vse izvedbene uredbe, tako da smo v letu 2023 lahko dejansko izvedli subvencijsko kampanjo. Kljub nekaterim črnogledim pogledom, da ne bodo se v vse sheme vpisovali kmetje, lahko povem, da so bili dejansko te sheme zelo dobro vpisane in da je dejansko neposredna plačila so uspela, tako tista neposredna, kot tudi SOPO-sheme, kot tudi KOPOP ukrepi, ekološko kmetijstvo, OMD-je, torej vse te sheme so bile zelo dobro v letošnjem letu zastopane. To je ena stvar, ki je zelo pomembna. Potem druga stvar, kar bi izpostavila, je ravno to, da smo začeli z vrednostnimi verigami, ustanovili smo delovno skupino pri masnih bilancah, kjer so vsi deležniki. In vsi ti deležniki bodo dejansko tudi sodelovali, tako da bi lahko te masne bilance vzpostavili za sveže nepakirano meso v Sloveniji. Potem pripravili smo zakon o divjadi in lovstvu. Ta zakon je na vladi in čaka na sprejem. Z tem zakonom se dejansko prenavlja sistem divjadi in lovstva, upravljanja z divjadjo in lovstvom v Sloveniji, kajti zakon je bil sprejet leta 2004 in od takrat ni bil spremenjen, tako da je to tudi ena zelo pomembna zadeva. Kar pa je pomembno tudi še izpostaviti, naprimer pri zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, smo vzpostavili sistem, da dejansko kmetom ni treba prijavljati višje sile, torej po naravnih nesrečah, ampak dejansko lahko višjo silo ugotavlja agencija po uradni dolžnosti. Z interventnim zakonom, ki je bil sprejet po poplavah, je bila dejansko uvedena tudi postopek, da tudi na področju primarne kmetijske proizvodnje se ocenjuje škoda na pridelkih, na zalogah, na pridelkih, torej na zalogah pridelkov, na ostalih zalogah, kot so gnojila, potem krmila, potem krma in pa tudi opreme ter stroji, tako da tega prej ni bilo in smo dejansko z sistemom to vzpostavili. Kar je pa mogoče tisto, kar nam je ostalo, so pa priprava 5 zakonov, to so pa zakon o kmetijstvu, kajti zakon o kmetijstvu je bil spremenjen že 13-krat, pomeni, da je več nekonsistenten in je potrebno pripraviti nov zakon, v okviru tega zakona pa dejansko potem tudi urediti vse tiste definicije, ki so pomembne in ki bi jih lahko na novo uredili. Potem bi izpostavila tudi to, da je naš resor oziroma resor, ki sem ga vodila, dejansko resor kmetijstva, gozdarstva in pa prehrane. Noben minister se ni ukvarjal s tem, da bi imeli zakon o hrani. V Sloveniji torej nimamo zakona o hrani, ampak je bila ta hrana vedno vpeljana v neke druge zakone, ali je to zakon o kmetijstvu ali pa zakon o veterinarskih merilih skladnosti. Torej nekako smo se odločili, da bi tudi tukaj pripravili zakon o hrani, ki bi se nekako delil na kakovost hrane
in pa na drugi strani na varnost hrane in pa krme. Sporedno s tem bi pa bilo potrebno sprejeti še 2 zakona, to je zakon o reji živali in pa zakon o gnojilih, o mineralnih gnojilih, in bi bila celotno kmetijstvo in pa tudi hrana potem s tem pokrita. Večina členov je bila že tudi nekako pripravljena za te zakone, bomo pa videli, kako bodo nadaljevali. Zdaj, glede na zdravstveno stanje ljudi v Sloveniji, ki se vedno bolj poslabšuje, od debelosti do krvnožilnih obolenj in tako naprej, je verjetno tudi del rešitve kakovost hrane. Vsekakor se strinjam, da je kakovost hrane zelo pomembna. Predvsem pa je pomembno to, kar sem rekla, ozaveščati moramo ljudi, da je zelo pomembna lokalno pridelana hrana, ekološka hrana in pa sezonska hrana, torej to je kakovostna hrana. Kako ste občutili vladanje gospoda Goloba? Jaz sem svoje stališča vedno jasno in glasno zagovarjala. Ta stališča so bila v skladu s pravili stroke in pa zakonitostjo. Občutek je bil pa turbulenten. Kakšen sistem vladanja ima bolj? Bolj je v smeri Janše, ali je bolj v smeri Cerara, ali je bolj pahorski? Kaki stil vladanja ima? Torej, jaz nisem od nobenih od naštete bila sodelovala, tako da ne vem, kako so ostali vladali, ampak sistem vladanja je bil tak, da smo dejansko lahko izrazili stališče in meni se je zdelo to v redu. Nekako smo slišali, da si je z večjimi ministri velikokrat v laseh. Saj samo, če so nasprotna stališča, takrat se razvija tudi napredek. A je tudi v politiki velja reklo, dobrota je sirota? Predvsem bi tu nekako izpostavljal to glasovanje nekaterih, ki so vas podpirali. Predvsem morda bil je vaš gospod Suč, ki je bil vodja vašega kabineta, pa je predvsem vseeno potem glasoval za vašo odstavitev. Kako ste nekako to občutili, kako gledate na ta dejanja? Vseeno je nekdo, ki je bil v vaši ekipi, pa potem stopil na drugo stran. Je to za vas normalno? Kako gledate na to? V politiki se vedno moraš sam nase zanesti, torej nikoli na druge. Torej poslanci so se odločali dejansko in glasovali v skladu z usmeritvami političnih strank, ne po svoji vesti. In to je pač njihova odločitev. Upam pa, da ko bo drugič šlo za kakšne projekte z področja Pomurja, da se bodo takrat odločili po svoji vesti in glasovali za projekte Pomurja. Ampak ni osnova vsakega poslanca, da bi mogel glasovati bolj po svoji vesti, kot pa po nekih navodilih, nekih nadrejenih? Glejte, to je prepuščeno njim in njihova odločitev. Kaj je bil dejansko razlog za vašo odstavitev? Oziroma, na kak način vas je Golob informiral, da ne boste več ministrica? Konkretnega razloga za mojo odstavitev ne poznam. Midva s predsednikom vlade sva se srečala v torek zjutraj in mi je povedal, da pač se bova razšla, in jaz sem to sprejela kot čisto normalno zadevo. Kar bi pa lahko bil razlog oziroma takole je, jaz sem dejansko svoje stališče jasno izrazila z nasprotovanjem pri več predpisih in pa tudi v več primerih. Tako je bil prvič zakon o Slovenskem državnem holdingu, ko se je skupščina prenašala iz vlade za družbo Slovenski državni gozdovi prenašala na SDH. Torej mislim, da ni samo ekonomski interes pri Slovenski državni gozdovi, ker gre za gospodarjenje z državnimi gozdovi, zato je zelo pomembno, da poleg ekonomske funkcije poznamo tudi sonaravno funkcijo in pa socialno funkcijo teh gozdov. Potem drugo, kar je bilo tako, nisem se strinjala glih z umeščanjem obnovljivih virov energije v prostor, predvsem ne na njivskih površinah in pa v trajnih nasadih, ker je na razpolago veliko zaraščenih kmetijskih površin, travnatih površin in pa degradiranih območij, in menim, da je kmetijska zemljišča potrebno varovati tako pred pozidavo, kot pa tudi pred zaraščanjem. Torej v obeh primerih je to zelo pomembno, da varujemo kmetijska zemljišča.
Potem nasprotovala sem seveda tudi zakonu o zaščiti živali v takem primeru, ker je zelo težko izvedljiv in ga bo zelo težko izvajati. Potem izdala sem odločbo o odlovu nutri v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Potem zavzemala sem se za učinkovito upravljanje zveri in pa divjadi z odvzemom tudi iz populacije, tako da je bilo kar več takih zadev, kjer sem jasno izrazila svoje stališče. Nisem pa bila tudi kompatibilna z generalno sekretarko Gibanja Svobode, čeprav nisem članica stranke Gibanja Svobode, ampak sem tudi tukaj izrazila svoje stališče, nisem bila kompatibilna z gospo Vesno Vuković. A ste morda občutili dolgo roko Golobove partnerke? Niti ne. Pa morda vprašanje, kdo vas je nagovoril, da boste postali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano? Torej, tako kot sem rekla, jaz se nikoli nisem ukvarjala s politiko, niti nisem bila članica nobene politične stranke. Interes oziroma povabilo je pa prišlo iz Prekmurja, torej več Prekmurcev me je k temu nagovorilo, naj prevzamem funkcijo kmetijske ministrice. So zdaj, ko ste bili odstavljeni, fejst ti ljudje žalostni? Ja, mislim, da jim ni vseeno. Zakaj odhajajo ministri iz Golobove vlade? Torej, sedaj že, se pravi, 5 ministrov je odšlo. Ministrica Bobnarjeva, torej notranja, potem naravni viri Brežan, zdravstvo Bešič, javno upravo Ajanović Hovnik, pa vi. 5. A ni to velika številka? Jo, to je kar velika številka glede na število ministrov, ki jih Gibanje Svobode ima, ampak to ni vprašanje za mene, to je vprašanje za tiste, ki pač predlagajo njihovo razrešitev. A vlada gospod Golob s palico in s korenčkom? Ne bi rekla, da vlada s palico in korenčkom. Dejansko gospod Golob sprejema tudi stališča, jih argumentirano, ampak on je predsednik vlade in dejansko v vlada je kolektivni organ in odloča se z večino glasov. A se vam je s temi dogodki, ki ste jih nekako sedaj tudi doživeli, zamajalo zaupanje v slovensko politiko in seveda v slovensko demokracijo? Ne, jaz sem imela zelo dobrega mentorja, kar se tiče funkcioniranja, delovanja politike, tudi politično analizo sem se zelo dobro naučila in meni se ni zgodilo nič drugega, kot se je že v preteklosti dogajalo drugim, ki so bili razrešeni tako ali drugače, tako da je to čisto normalna pot v politiki. V katero smer gre vaša poslovna pot sedaj naprej? Jaz sem že nazaj zaposlena na upravni enoti v Murski Soboti in tukaj bom delovala na področju okolja in prostora. Gospa Šinko, seveda vam želimo čim več uspeha na vaši nadaljnji poti. Hvala lepa, da ste prišli v naš studio in hvala lepa za ta pogovor. Mislim, da smo tudi našim gledalkam in gledalcem marsikaj povedali. Torej, hvala lepa za obisk našega studia in še kdaj v prihodnosti. Hvala, nasvidenje.